Člani območnega združenja slovenskih častnikov Slovenska Bistrica so se pretekli petek sešli na letnem zboru. V vojašnici Vincenca Repnika Slovenska Bistrica je uvodoma dr. Martin Premk, predsednik odbora za obrambo, predstavil delovanje odbora za obrambo državnega zbora in njegove naloge. Poročilo o delu društva za leto 2024 je podal predsednik dr. Andrej Godec. Pripravili smo slavnostno prireditev s kulturnim programom in pogostitvijo, na kateri sem žal pogrešal nekaj več vas. Upam, da bomo to popravili v letošnjem letu, zato vas še danes vabim v soboto 25. oktobra na slavnostno prireditev ob dnevu suverenosti. Ob tem prazniku smo organizirali tudi literarni tečaj za osnovnošolce tretje triade in srednješolce. Na natečaju so sodelovale vse osnovne šole iz našega območja in srednje šole, za kar si štejem posebno čast, da nam je to uspelo in se jaz zahvaljujem vodji te organizacije, Janku Kovačiču in seveda vsem ravnateljem, ki so omogočili to sodelovanje. Ko nagrado sodelovanje in negovanje zgodovinskega spomina na dogodke iz osamosvojitvene vojne ter druge svetovne vojne smo vse udeleženci natečaja popeljali na ekskurzijo. Obiskali smo taborišče Stalnega v Mariboru, razstavo o osamosvojitvi vojne v Predetnici in se poklonili žrtvam fašizma na Planici. V decembru smo v pomoči občine ob medijsko dobro podprtem dogodku v prostorih HMD Slovenska Bistrica otvorili stalno razstavo radijsko-komunikacijskih sredstev, ki smo jih v času osamosvajanja uporabljali na območju Fitnescenskega štaba TO. Jaz upam, da ta stalna razstava ne bo na tem začasnem mestu, ampak da se bo prvi priložnosti preselila v Bistriški grad. In nenazadnje smo v mesecu decembru v sodelovanju z vodstvom 670. ločnega polka v vojašnici Slovenska Bistrica organizirali božično novoletno daritev otrok, pripadnikov Slovenske vojske. Obdarili smo preko 90 otrok, v kulturnem programu pa je veselje otrok sodelovala skupina Tridina Mišnica. To je nekaj najvišjih dogodkov preteklega leta. Ne smem pozabiti na našo vojaško strokovno dejavnost, kot so strelska urjenja in tekmovanja, predavanja z vojaško in obrambno tematiko, vojaško strokovna ekskurzija, športna tekmovanja ter spominsko dolgoljubna dejavnost z negovanjem zgodovinskega spomina na dogodke osamosvojitvene vojne, druge svetovne vojne in drugih pomembnih mejnikov naše zgodovine. Vseh aktivnosti smo se udeleževali na lokalni, regijski in državni ravni, vse z namenom krepitve domoljubja in zaščite pripravnosti naše domovine. Ob zaključku se želim za 100% realizacijo programa zahvaliti članom predsedstva in vsem članom združenja, ki so se dobro voljo, angažiranostjo, prostovoljnim delom prispevali k uspešni realizaciji vseh dogodkov, odličnim rezultatom na vojaško-strokovnem in športnem področju in nenazadnje velika hvala našemu sekretarju za odlično, vestno in strokovno upravljeno delo. Hvala vsem sponzorjem in vodstvom lokalnih skupnosti, ki so prepoznali naše delo v teh spremenjenih, v naši okolici vojnih razmerah in izzivih, s sporočilom ne bomo vas razočarali in naj ne bomo nikoli pozabili. V kulturnem programu so nastopili učenci glasbene šole Slovenska Bistrica.